Na Zgornji Lužnici je potekala slovesnost ob 33-letnici neodvisnosti Slovenije in 25. juniju, dnevu državnosti, ter v počastitev zavzetja vojaškega skladišča na Zgornji Lužnici. Prireditev sta pripravila Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Bistrica in Občina Slovenska Bistrica. Slavnostni govorec prireditve je bil generalmajor Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Dovolite mi, da najprej izrečem čestitke ob minulem državnem prazniku. Čeprav je od samega praznika minilo že nekaj dni, za čestitke nikoli ni prepozno. 25. junija 1991 je bilo formalno kronanje naše države z razglasitvijo, mnogo prej pa so bile organizirane in izvedene številne politične in obrambno-varnostne aktivnosti, ki so to dejanje omogočile. Intenzivnost vojaških spopadov na današnji dan leta 1991 v Sloveniji je bila na vrhuncu in takrat še nihče ni vedel natančno, kako se bodo spopadi med našimi obrambnimi silami in enotami Jugoslovanske ljudske armade končali. In tudi skladišče minsko-eksplozivnih sredstev tu na Zgornji Lužnici je bilo zavzeto šele 2. julija. Z veseljem in ponosom sem v minulih dneh prebiral informacije o številnih spominskih slovesnostih Dneva državnosti, katere so organizirale veteranske organizacije v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Spominjali smo se in spominjamo se časa, ki je bil čas ne samo enotnosti, ampak tudi čas tovarištva, medsebojnega spoštovanja in čas, ko smo vedeli, kaj je naš skupni cilj in se nismo ozirali po ideološki in sploh strankarski pripadnosti nikogar. Že nekaj let prej so se nakazovali zlovešči znaki tragedije, ki je kasneje, leta 1991 in še nekaj let zatem zajela skoraj celo takratno Jugoslavijo. Tako se je po vseh političnih pogovorih, prepričevanjih in nasprotovanjih 26. junija 1991 začela vojna v Sloveniji. In ne pozabimo, najprej je bila vojna dobljena na bojnem polju in šele zatem za pogajalsko mizo. Prav pa je, da se zavedamo takratnih mednarodnih političnih in družbenih razmer in vloge takratne slovenske politike in diplomacije. Vse te in druge okoliščine so prav tako bistveno olajšale proces osamosvajanja Slovenije, vključno z našo obrambno vojno. Vendar ne pozabimo na našo zgodovino in želim si, da bi vse slovesnosti, katerim smo bili in še bomo priče, prinašale pozitivna sporočila mlajšim generacijam o našem uporniškem značaju. Spomnimo se tega upornega duha na prostoru, ki zajema današnjo slovensko zemlje. Od izgube samostojnosti v prvi državi Karantaniji do kmečkih uporov in bojev za staro pravdo, od slovenskega protestantizma v 16. stoletju do zedinjene Slovenije 1848 in kasnejšega narodnega programa v 19. stoletju. Spomnimo se bojev za severno slovensko mejo v prelomnih letih 1918-1919 in vseh tistih mladih fantov, ki so bili poslani v mraz in planine v prvi svetovni vojni. In duh uporništva, o katerem govorim, naj prinaša tudi sporočilo o uporu in boju slovenske partizanske vojske v obdobju 41-45, tudi tu iz našega zelenega pohorja, o Šarhovih in številnih drugih junakih in seveda o sklepnem dejanju naše samostojnosti, plebiscitu za samostojno Slovenijo, slovensko državo, leta 1990 z uspešno obrambo mlade države Slovenije v osamosvojitveni vojni leta 1991. Velikokrat slišimo nekakšno samospraševanje, kaj bi bilo, če ne bi bilo generala Maistra in njegovih borcev, če ne bi bilo tigrovcev in slovenskih partizanov, kaj bi lahko leta 1991 osamosvajali? In če ne bi bilo teritorialcev in miličnikov, in če ne bi bil preprečen miting resnice, bi imeli sploh možnost politično in obrambno-varnostno delovati. Zaradi prej opisanega zgodovinskega loka uporništva slovenskega naroda bi bilo bolje se ne spraševati, kaj bi bilo, če bi bilo, ampak se veseliti in biti ponosen temu, kar smo kot narod dosegli. Izborili smo si samostojnost in lastno državo s trudom
in tudi z žrtvami številnih generacij. In v tem sklepnem dejanju smo sodelovali tudi mi, naša generacija. Zato se ne sprašujmo, ampak bodimo ponosni in ne omalovažujmo posamezne zgodovinska obdobja in posamezne dogodke. Vendar vrnimo se v obdobje osamosvajanja, vrnimo se v Slovensko Bistrico in Zgornjo Ložnico. Dogodki, ki so se zgodili v času osamosvojitvene vojne na širšem Bistriškem, so imeli vpliv na sam razplet vojne na celotnem slovenskem ozemlju. Na območju odgovornosti 79. območnega štaba teritorialne obrambe je bilo mobiliziranih 1700 pripadnikov teritorialne obrambe. Zavzetje vojašnice v Slovenski Bistrici, v kateri je bila nameščena ena močnejših artilerijskih enot Jugoslovanske armade, komunikacijskega centra na Boču in zlasti skladišča minsko-eksplozivnih sredstev na Zgornji Ložnici, je predstavljalo nekakšno prelomnico v poteku vojne, ne samo v vzhodno-štajerski pokrajini, pač pa na širšem slovenskem ozemlju. Ravno zaradi navedenega bom navedel besede Friderika Bachmana, avtorja knjige Mi smo medvedi, in sicer navajam: bojevati se ni težko, težko je začeti in nehati. Ko se enkrat bojuješ, se vse dogaja bolj ali manj nagonsko, težko pa izbrati pogum in zadati prvi udarec in se, ko zmagaš, zadržati, da ne bi zadal še zadnjega. V branju in poslušanju navedenih besed se v primeru osamosvojitvene vojne v Sloveniji v celoti potrjuje njihov pomen. Težko je bilo zadati prvi udarec in se po uspešnem bojovanju zadržati, da ne bi zadali še kakšnega. Do zavzetja skladišča Zgornja Ložnica je Slovenska teritorialna obramba zavzela že kar nekaj skladišč orožja in opreme Jugoslovanske armade, ter tako bila z lahkim pehotnim orožjem zelo dobro oborožena. Za zavzetjem skladišča Zgornja Ložnica pa so naše obrambne sile, teritorialna obramba in milica, dobile v roko izredno veliko ognjeno moč in tega trenutka dalje ni bilo več vprašanje, ali bomo v obrambni vojni zmagali ali ne. Za zajeto opremo, katero je teritorialna obramba začela deliti in z njo opremljati tako enote teritorialne obrambe kot tudi enote milice, se ni povečala le ognjena moč, pač pa se je povečala bojna morala vseh nas, tako v teritorialni obrambi kot tudi milici, pa tudi med ljudstvom. Teritorialna obramba Slovenske Bistrice, njen komandant, katerega danes ni več med nami, major Marjan Strehar, njegovi sodelavci, poveljniki enot in pripadniki enot teritorialne obrambe, ki je blokirala in nato zavzela skladišče, stotnik Miran Krušič in številni drugi, so zaslužni, da se je vojna na Bistriškem končala brez žrtev in z velikim vojaškim uspehom. Po skoraj 3 desetletjih in številnih pobudah je enota teritorialne obrambe, ki je uspešno zavzela skladišče Zgornja Ložnica, zasluženo sprejela visoko državno odlikovanje. Danes smo tu zbrani ljudje, ki smo dolga leta sodelovali v procesih izgradnje svojih lastnih obrambnih sil. Učili in urili smo rezervno sestave naše teritorialne obrambe, od katere je bila leta 1991 odvisna usoda našega naroda. V rezervni sestavi so bili ljudje, moški in ženske, zaposleni na različnih delovnih mestih, tovarnah, uradih, kmetijah. 1700 jih je bilo poklicanih leta 1991. Tam so sprejemali mobilizacijske poklice in velika večina jih je brez besed odhajala na mobilizacijska zbirališča, kjer so prijeli za orožje. Nekateri so ga hranili tudi na svojem domu, brez vprašanj, kako dolgo, brez vprašanj, kdo jim bo za to kaj plačal. Zato danes niso nikomur nič dolžni, dolžna jim je le država, katero so osamosvajali z orožjem v roki, in za to državo so bili pripravljeni dati tudi svoje življenje. Imajo pa nekaj, kar danes v naši družbi skoraj ni več. Imajo ponos in lahko mirno, brez sramu pogledajo v oči vsakomur, ne glede na položaj, ki ga zaseda. Naučili smo se sodelovati tudi z milico, takrat drugo komponento naših obrambnih sil, ki je ob svojih varnostnih nalogah v vojni za Slovenijo izvajala tudi oboroženi boj. Zato je danes govoriti o nekakšni diskontinuiteti med bivšo in sedanjo družbeno ureditvijo neumestno in tudi žaljivo do vseh pripadnikov teritorialne obrambe in milice, ki so se dolga leta usposabljali, da bodo lahko to svoje znanje tudi izkoristili.
Še bolj pa je stališča narodove zavesti odrekanje kontinuitete kratkovidno dejanje in do obisti žaljivo do vseh, ki so se skozi zgodovino trudili za narodovo samobistnost in so mnogi zanjo dali tudi svoja življenja. Spoštovani, spoštovane, velikokrat imam priložnost družiti se s svojimi vojnimi veterani naše območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo na Brenju in tudi druge. Kljub uspehom, ki smo jih dosegli med vojno in tudi kot vojni veterani v miru, kot prostovoljci, kot humanitarci, je čutiti grenkobo zaradi odnosa države do vojnih veteranov, čeprav je ta odnos legitimacija politike in kaže njihov odnos do celotne slovenske zgodovine, ne samo do veteranov osamosvojitvene vojne. Zato je naš odnos in sodelovanje z lokalno skupnostjo tako pomemben in je pa to naša legitimacija, ki dokazuje našo pripravljenost nuditi vso pomoč lokalni skupnosti in ljudem, ki v njej živijo. Zavedam se, da je z oddaljevanjem in poglabljanjem zgodovinskega spomina na vojne napore družbe in tragične posledice lete, da se briše zavedanje pomena vseh, ki so v teh vojnah sodelovali. Nič drugače se ne dogaja s tistimi, ki smo sodelovali v vojni za našo samostojnost. Vendar ne pozabimo, da je le tisti, ki je v vojni sodeloval, lahko avtentična priča zla, katero prinaša vsaka vojna. Danes je vojn vsako leto več. Naše sosede je v pravi, v vroči vojni. Govorimo o ukrajinsko-ruski vojni, ki ni videti konca. Med svetovnimi voditelji ni pripravljenosti za pogajanja in končanje vojne. Zgodila se je še ena na Bližnjem vzhodu, kjer je po terorističnem napadu palestinskega Hamasa Izrael napadel Palestince v Gazi. Nesorazmerna uporaba sile z grožnjo po potrebi popolnega uničenja Palestincev je rezultiralo v genocidu nad palestinskim narodom. Nihče od vplivnih in vojno vpletenih pomembnih politikov pa ni pripravljen govoriti o vzrokih nastanka kriz in zakaj je do vojn sploh prišlo. Žal je še huje, ni nobene pripravljenosti za začetek pogajanj med vpletenimi, ki bijejo ti vojni. Zato smo vsi dolžni zahtevati mir in pogoje, v katerih bomo živeli v relativnem blagostanju in medsebojnem sodelovanju. Kot vidite, sem zelo malo ali skoraj nič govoril o političnih procesih v osamosvajanju in o politiki ter političnih razmerah danes. Prepričan pa sem, da smo prišli do meje, katero ni dovoljeno prestopiti. Negativni pojavi, kot je ponovni pojav zamaskiranih stražarjev naše varnosti, vsakodnevno medvrstniško nasilje, korupcija, sovražni govor, širjenje dezinformacij, pozivanje aktivnih vojakov in policistov na demonstracije, vse to nas navdaja z zaskrbljenostjo in strahom pred prihodnostjo tudi v naši varni deželi. Vsi dosežki naše države, katerih ni malo in so nas uvrstili na svetovni zemljevid demokratičnih držav, se lahko čez noč spremenijo v nekaj, česar si ne želimo. Zaključim naj z ugotovitvijo ponujeno v uvodu zapisanega besedila švedskega pisatelja Backmana. Spomnim se prvih dni vojne, ko ni hotelo zapokati. Nato je bil zbran pogum, zadali smo prvi udarec in na to spopadih pokazali odločnost, ki nas je popeljala do zmage. Številne dileme ob koncu spopadov, zakaj je potrebno nehati sedaj, ko imamo iniciativo, premoč v orožju in ljudeh, njihovi morali, so odstopile prostor človeški in politični modrosti. Zmagali smo in se zadržali, da nismo zadali zadnjega udarca, kar bi obžalovali v prihodnosti.